Danes v Pomurskem dnevniku rušenje stavbe infekcijskega oddelka, Varda odločitvi ustavnega sodišča, problem pomurske avtoceste, vpis novincev v srednjo šolo. Jutri bo oblačno s sneženjem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V UKC Maribor so danes zjutraj končno pričeli z rušenjem stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Predstojnica oddelka pa je v izjavi za medije ponovno spomnila, kako zahtevni so bili tukaj pogoji dela. Stavba, izjemno pomembna za celotno severovzhodno regijo, naj bi svoja vrata odprla do leta 2027. Infekcijski oddelek, sicer najstarejši objekt v UKC Maribor, star okrog 100 let, je bil izpraznjen v decembru, kajti na njegovem mestu je načrtovana nova zgradba. Iz dotrajane stavbe so že pred časom odstranili vso opremo, danes pa so se procesu pridružili stroji, kajti pričeli so z rušenjem objekta. Dan je prelomen za vse nas, ki delamo na infekcijskem oddelku. Ni mi bilo vseeno, tukaj sem delala več kot 35 let. Veliko spominov, tudi lepih, a treba je naprej, kajti Prostori so bili sicer veliki, predvsem visoki, ampak nefunkcionalni, ni bilo dovolj sanitarij, napeljave stare, okna stara, pri vseh oknih je pihalo. Poleti se je stavba zelo ogrela in je bilo vroče, po zimi smo jo komaj ogreli. Ambulantni del je bil nefunkcionalen, polno vrat, polno prehodov tam, kjer jih ne bi smelo biti. Infekcijski oddelek trenutno deluje v prostorih stavbe oddelka za psihiatrijo, kjer tudi ostaja do nadaljnjega, čeprav so pogoji vse prej kot enostavni. Bolnike oskrbimo, vendar je vse zelo majhno, stisnjeno. To ni bila namenska gradnja za infekcijski oddelek. Vsaki bolniki imajo drugačne potrebe in zato so tam tudi prostori čisto drugače razporejeni, manjši, nimamo recimo cevne pošte in vse to potem zavleče delo, treba je hoditi v laboratorij, nositi vzorce in potem tudi seveda čakamo, ni sanitarij. V prenovo, kot rečeno, polagajo veliko upov. Želijo pa si predvsem dobrih delovnih in bivalnih pogojev. Kjer bo lažje delati, kjer bomo z veseljem delali, kjer se bodo bolniki dobro počutili, da se ne bodo bali hospitalizacije, da bodo rekli, zdaj grem pa na ta oddelek, kjer so prijazni, kjer imam posteljo, kjer imam vse, kar potrebujem, pa kako dolgo bo treba biti v bolnišnici, pa bom. Vrednost projekta izgradnje nove stavbe je trenutno ocenjena na 70 milijonov evrov in to z vso opremo. Izvajalec del bo izbran po razpisu, ki naj bi bil objavljen v kratkem, projekt pa bi moral biti končan nekje v 3 letih ali, kot pravi predstojnica infekcijskega oddelka, z letom 2027 bi že morali delovati v novih prostorih. Pripadniki Štajerske Varde in društva Hervardi so bili v zadnjih letih 4-krat kaznovani ob obisku Osankarice, kamor so se kot delegacija Hervardi odšli pokloniti padlim borcem Pohorskega bataljona. Kazen so prejeli zaradi nošenja vojaških uniform, kar pa po dopolnitvi zakona o nadzoru državne meje ter zakona o varstvu javnega reda in miru ni dovoljeno. Šiško in njegovi sledilci menijo, da prejete kazni niso utemeljene. Če smo v preteklosti bili nemalokrat priča, ko so na partizanskih proslavah številni nosili vojaške uniforme in celo orožje, pa je že nekdanjo Šarčevo vlado zmotilo, da so se v vojaški uniformi pojavili tudi člani tako imenovane Štajerske Varde. Zato so leta 2019 predlagali nov prekršek, ki se nanaša na uporabo maskiranih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. Kazen za tovrstni prekršek pa bi bila med 500 in 1000 evrov. Dejansko so se ujeli v to našo past. Niso se zavedali, ampak so se ujeli in to je zelo pomembna stvar. Štajerska Varda je namreč v uniformah prišla tudi na Osankarico leta 2021. Policisti pa so tedaj 2 vardistoma izdali plačilni nalog. Niti niso znali povedati nič druga, kot da smo pač bili gor, ne. Sicer jaz sem to tudi sodnici lepo razložil, kar je razvidno iz
moje izjave in njihove, da pač smo bili kot društvo Hervardi gor, da nismo bili kot Vardi, pa da tudi niso nas vse obravnavali. Gre za kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti po 1. in 3. odstavku 131. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Storili pa so to policisti, ki so nas obravnavali na Osankarici, oni najprej, potem pa so to storile še sodnice. Pripadniki Varde se opirajo na pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika Marka Šorlija, ki je glede paravojaških sil ali organizacij zapisal, da njihovo organiziranje ali delovanje z nobenim pozitivnim predpisom ni izrecno prepovedano. Ustavni sodniki so razsodili v zvezi z našo pobudo o oceni ustavnosti. Oni so sicer rekli, da je vse v skladu z ustavo, ampak v obrazložitvi so pa pojasnili stvari tako, da smo mi, ko smo to preštudirali, ugotovili, da niti okrajina, niti višja sodišča, niti vse do vrhovnega ne delajo v skladu z zakonom. Šiško in njegovi sledilci bodo zato zahtevali, da se kaznuje policiste, ki so jih takrat obravnavali. Ob tem opozarjajo tudi na to, da se že več let trudijo sodelovati s policijo, vendar iz ministrstva ne dobijo nobenih odgovorov. Nič. In to vam lahko pove to, da je ta minister nesposoben in mora v tem trenutku odstopiti. Ob tem so nam iz Policijske uprave Maribor sporočili, da so v letu 2021 po zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi nošenja določenih oblačil ali predmetov, ki so povezani z vojsko ali policijo, obravnavali 3 kršitve. V letu 2022 4, v letu 2023 kršitev niso obravnavali. Prav tako so občasno po njihovih navedbah še vedno prisotni tudi pri nadzoru slovenske meje in nezakonitih migracijah, res pa to delo opravljajo v civilnih oblačilih in ne uradnih uniformah. Kot smo že poročali, je včeraj na pomurski avtocesti v jutranjih urah prišlo do hude prometne nesreče, ki je vzela tudi prvo življenje v letošnjem letu. Ob ukrepanju intervencijskih služb so se ponovno pokazale težave, na katere se sicer opozarja že dolgo. Zavod Reševalni pas je ustanovljen z namenom, da ozavešča voznike o obnašanju v prometu. Sploh takrat, ko pride do zastojev na hitrih cestah in avtocestah. Uči jih, kako se pravilno razvrstiti ob zaustavitvi vozila, da bi bile ceste kar najbolj varne za vse. Po včerajšnji nesreči so zavoda opozorili na težave. Predvsem pravijo, da si cestišče ne zasluži naziva avtocesta. Čeprav so udeleženci v prometu pravilno reagirali, se intervencijska vozila niso mogla prebiti skozi zastoj do prizorišča nesreče. Kot so dejali, pomurska avtocesta ni opremljena z odstavnimi pasovi ali pa so ti preozki. Zato vozila, ki so nekoliko širša, ovirajo dostop reševalcem in gasilcem. Pristojne so tako ponovno pozvali, da je cestišče treba razširiti ali pa izdati prepoved prehitevanja za vsa vozila, ki so širša od 2 metrov. Do takrat pa sporočajo, da naj se vozniki, če stojijo vzporedno s tovornim vozilom, v primeru zastojev razvrščajo cikcak. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za novo šolsko leto. Tudi tokrat se obeta nekaj novosti. Kot so sporočili iz ministrstva, osnovno šolo v letošnjem šolskem letu v državi zaključuje dobrih 21.300 učencev, ki imajo vsega skupaj na voljo 26.066 vpisnih mest na srednjih šolah po Sloveniji. Za primerjavo, lani je bilo na voljo 25.560 mest. V Pomurju je sicer za 1076 učencev razpisanih 1334 mest, o katerih se bodo lahko podrobneje seznanili na informativnih dnevih, ki so predvideni za 16. in 17. februar. Poleg omenjenih mest šole razpisujejo tudi mesta za programe poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicne tečaje in maturitetni tečaj, po katerih se izobražujejo dijaki, ki so že končali določeno stopnjo šolanja ali si pridobili določen poklic. Šolskim letom 2024-2025
Pa bodo v veljavo stopile tudi nekatere novosti. Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci bodo pričeli z izvajanjem programa Slaščičar. V novem šolskem letu pa se bodo dijaki ponekod lahko pričeli izobraževati v vajeniški obliki. Tako bo v programu oblikovalec kovin orodjar, ki se bo izvajal na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Program gastronomske in hotelirske storitve pa se bo izvajal tudi na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci. S programom Mehatronik operater pričenjajo na SPTŠ Murska Sobota. Vse dodatne informacije o vpisih bodo na voljo na informativnih dnevih. Tokratna tema oddaje Zdravje v naših rokah je samooskrba in priprava sadik, o čemer je spregovoril Drago Belec iz podjetja Kornus. Sledi izsek, celotna oddaja pa je na našem programu ob 18:30. Zdaj mogoče, kako pomembno vlogo recimo za vas igra avtomatizacija v teh sodobnih rastlinjakih, seveda za izboljšanje kakovosti pridelka? Veste, mi dejansko skoraj ni stroja, da ga mi nimamo. Stalno nas je zaposlenih 17, to pomeni, da dejansko človeške roke so potrebne in še bodo. V sami sezoni pa nas je blizu 40, tako da brez ljudi si, ne samo v moji branži, tudi v branži združbe, katero sem omenil, brez pridnih delovnih rok nikakor ne moremo, kljub avtomatizaciji nikakor ne moremo predstavljati oziroma sprovajati sodobne pridelave. Zdaj, kakšna je pa recimo, kaj je vaša izkušnja s skupno kmetijsko politiko Evropske unije ter njenimi spodbudami pri razvoju trajnostnih tehnologij v rastlinjakih? Ja, veste, evropska politika je seveda daje ene smernice, je pa res tudi, ne, da se pač tudi na naši lokalni politiki, recimo državnem nivoju, stvari lahko zastavijo malce drugače. Ne. Kar se tiče zdravega načina, bi rekel, da smo tu prvi od prvega zdravega načina pridelave, prvi od prvega v Evropi, s tem, da bi mogoče bilo zaželjeno, da bi tudi več posluha bilo za naša vlaganja, naše investicije. Glejte, mi smo izredno hvaležni za vsak cekin, ki smo ga prijeli od strani države, seveda tudi strani Evrope. Moram pa povedati, tako sem že na začetku, ne, da dejansko ta procent sofinanciranja, če je bil sofinanciran, v našem primeru nikoli ni več znesel kot 23% od vrednosti same investicije. Če omenim sosednjo Hrvaško, trenutno te spodbude za te projekte, katere peljemo mi oziroma za ta način pridelave zelenjave na sosednji Republiki Hrvaški znašajo od 70 do 90%. Preverimo še, kakšno vreme se nam obeta. Danes je bil v naših krajih oblačen dan, ponekod s kakšno dežno kapljo. V Lendavi smo opoldne namerili 12, Krajinskem parku Goričko 11, Murski Soboti 9 in Radencih 8 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami in sneženjem v notranjosti. Padavine bodo popoldne od severovzhoda ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ki bo popoldne slabel. Na Primorskem pa zmerna do močna burja. Popoldanske temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do okoli 5 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okrog ničle, podnevi od 0 do 2 stopinj. V noči na soboto se bo razjasnilo in čez dan bo jasno. Jutro bo hladno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka, le zjutraj še zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo mrzlo in po nekaterih nižinah lahko megleno. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -8 do -6, čez dan od 5 do 7 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju v naši regiji pa najdete na spletni strani www.tvideja.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.